Ostalo pa pride tudi. To da mojo stran. To bi rad povedal, da ni to vse, ampak ne morem. Na koncu. Živjo, jaz sem Robert Toni, prihajam iz Ljubljane, star sem 28 let, sem študent geografije in sociologije, še vedno. Moji hobiji so v bistvu, da bi zelo izkoristil ta življenje za stvari, ki me zanimajo, ampak velikrat nimam časa. Sem pa aktiven član Slovenskega veganskega društva in vegan sem že od leta 2013. Za veganstvo sem prvič slišal dejansko šele leta 2013. Takrat sem tudi začel svojo punco hoditi in prej sem vedel samo za vegetarijanstvo. In moje mnenje o vegetarijancih in pač v bistvu stališče je bilo bolj tako nekaj preveč lepo, ker spoznal sem pač za to zadevo v bistvu srednji šoli. Hodil sem na biotehnično gimnazijo in tam je bilo v bistvu en velik del tudi veterinarjev. In oni so bili tudi kar dosti vegetarijanci, vendar njihov način obnašanja in v bistvu same ideologije se mi ni zdel toliko zelo privlačen, ker so v bistvu, oni so rekli, mi tega ne jemo, dajte nam mir, to je bil njihov način in v bistvu tudi sami argumenti, ki so pač prišli tudi na televizijo in so v bistvu bili dosti taki šibki, enostavno pač sogovorniki so jih premagali, no. Tako da takrat me niti ni to zanimalo, predvsem pa nisem vedel za nič od teh stvari. Leta 2013 pa je eno veliko prelomno leto bilo za mene, ker poleg tega, da sem pač vedno bil vzgajan v družini kot v bistvu ne škoditi nobeni živali, predvsem žuželkam, to je zanimivo dejstvo. Moj oče je vedno mravlje pometil in jih deval ven, tudi pač, če so prihajali nazaj, pajke, nad se ni ubijali, bramorje smo reševali ven iz zemlje, take zadeve. Ampak nikoli se pa ni to dejansko projiciralo na druge živali, na živali, ki jih jemo. In noben mi ni pokazal, oziroma jaz sem bil nekako zaprt pred svetom, nobenih posnetkov iz klavnic, nobenih teh zadev. Lahko bi tudi sam pomislil, ampak enostavno za mene je bilo ta prehod, kako pride meso ali pa živalski izdelki na moj krožnik, sploh nisem razmišljal o tem, to je bilo tam. Prelomna točka je bila, ko mi je punca rekla, ti si egoist. Ti si egoist in jaz tako, ne, jaz pa res nisem egoist. Pač od nekdaj sem se želel pač delati dobro, oziroma ene spremembe narediti v svetu, ker sem vedel, da ne deluje prav. Pač od nekdaj me je zgodovina zanimala in sociologija in to me je tudi pripeljalo do tega spoznanstva, ampak nikoli pa nisem to projiciralo na živali, vedno samo glede ljudi. In moje mnenje je bilo, da se mora pač narediti vedno sprememba najprej družboslovno, glede sistema in potem še sam pri sebi. Potem sem ugotovil, da je obratno. Ampak kogarkoli, rekel sem, jaz nisem egoist. In je rekel, glej, v bistvu svojo pač okus in te zadeve daješ nad spoznanja, ki jih že imaš, čeprav sem to pred kratkim še izvedel. In vem, da sem se pogledal v ogledalo in sem rekel, ok, najprej se jaz krega. Potem pa, ne, to pa nekaj ne bo delovalo, to pa nekaj treba narediti. In potem sem zvedel za enostavni veganski izziv, enomesečni, ki ga je Slovensko vegansko društvo organiziralo prvega. In jaz takrat sem rekel, da se bom prijavil, ampak sem se zadnji hip tako premislil, malo se ustrašil, oziroma me tudi zdravje zafrkavali in sem pač rekel, mogoče bom malo še počakal, ampak 15 dni kasneje sem šel, 15. april, sam, samostojenega in v bistvu po tem mojemu mestu nisem nikoli več nazaj šel. Tako da moj prehod je bil dejansko direkt iz vsejedstva v veganstvo in to ekstremnega vsejedstva, oziroma bolj mesojedstva z ogromno živalskih produktov, zelo malo zelenjave in zelo malo sadja. Tako da ta prehod je v bistvu meni ena taka velika samozavestna stvar, oziroma mnenje, da lahko vsak postane vegan, ker če sem lahko jaz, potem lahko vsak. Prvi teden sem pogrešal, pogrešal sem v bistvu
izveš, kje vse je mleko noter, oziroma posneto mleko v prahu, sirotka v prahu in take miniaturne zadeve, ki so pač totalno nepomembne v izdelkih. In se rečeš, kako še tega ne smem. Ampak predvsem se gre za pomanjkanje informacij. Jaz na srečo nisem imel teh problemov s tem, ker je pač moja punca bila aktivna v društvu in tudi pač potem sem imel ene vrste tudi nasvete in vse te zadeve, kje kupiti, kaj kupiti. Sem v roku enega tedna že v bistvu pogruntal, kje lahko vse živo kupiš in potem, ko si tudi prepuščen sam v sebi, zelo hitro pogruntaš te zadeve. Veganstvo, ko začneš recimo z veganstvom, pa ne veš še veliko o tem in hodiš po trgovini in gledaš in je veganski znak gor, ponavadi so dražji te izdelki, ampak za tem stoji dosti velika logika. Velikrat so to pač izdelki podjetij, ki imajo manjšo proizvodnjo in v bistvu si tudi velikrat jemljajo kot veganstvo, kot en trend, da bo na hiter način zaslužili, tudi restauracije velikrat in našopajo cene. Zraven dajo še tudi same nazive kot eko, bio in podobno in velikrat to tudi deluje. To je tudi bilo leta 2013, jaz sem rad v aprila, oče je januarja 2013 rekel, pa dajmo mi malo zmanjšati tale meso, ki ga toliko jemo, kaj pa če bi en dan v tednu ne jedel mesa in jaz sem čisto padel, jaz sem rekel, ni šans, ne morem jaz brez mesa, ne mi tle z enimi čudnimi tvojimi forami, čist preveč riža jemo, pa sem dejansko pomislil, riž smo jedli tako 2krat na mesec, ampak ja, čez 3 mesece pa ratem vegan. Tako da logično reakcije mojih staršev so bili, kaj? Ok, ne, to ne bo trajalo 2 dni, en teden ti dam, to bo to. In pa so videli, da traja in da se skriva tukaj nekaj vzad, en smisel, ena ideja. In moram reči, za razliko od večine ljudi, moji starši niso mi nobenih problemov povzročali, niso dejansko me degradirali glede tega, mi podtikali kakšnih izdelkov ali pa kaj podobnega, ampak so dejansko rekli, misliš, da lahko izvoli, da te vidimo. Pol so pa dejansko me še podpirali. V bistvu ves obdobje svojega odraščanja, ko me je oče vzgajal glede pač neubijanja žuželk in tudi v bistvu, ko smo bili na morju in smo kakšne školjke iskali, vedno je bilo treba vzeti jih ven, tiste, ki niso bile dejansko žive. Tiste so ostale v morju, tako kot raki samotari in podobne zadeve. Enkrat sem rešil enega raka, ki so ga vaščani hoteli narediti in bili veseli, da ga bojo naredili. Vse te zadeve so bile v bistvu, kjer sem čutil empatijo, nisem jo povezal z živali, ki sem jih imel na krožniku, kot dejanskimi, kot so krave, pujsi in take zadeve. Kljub temu, da so v bistvu moj dedek in babica, ki pač imamo skupne parcele, imajo v bistvu kure v zad, so jih imeli in zajce in podobno. Nekako sem vedel, da tle nekaj ni, ampak nisem tle povezal. Pač zginjale so in nove so prihajale. Tako da v bistvu šele prava empatija je bila dejansko, ko sem videl posnetke iz klavnic, ko sem pogledal dokumentarc Zemljani, torej Earthlings in ostale, ko si dejansko videl te posnetke in se zavedal, kaj promoviraš s tem, kaj to ješ. Vsejedci so ljudje, različni ljudje so to, ampak veliko jih je takih, kot sem bil jaz, ker pač nisem vedel stvari in sem bil pač seveda čustveno navezan na vse, na moje pretekle načine prehranjevanja in življenja in sem rabil, ne vem, nekoga, da bi mi to povedal, nekoga, da bi pač me seznanil z temi podatki. Zdaj, določeni ljudje so pripravljeni priznati, da se motili, pa da dejansko niso vedeli o teh stvarih, to sem recimo bil jaz. Eni pa ne, z enimi je treba pa več truda, ampak velikokrat sem opazil, oni, ki se najbolj opirajo, oni, ki so najbolj zagrizeni, oni, ki naenkrat sporočijo, sem probal z veganstvom, zdaj sem vegan, super je, dejansko je fantastično. Tako da treba imeti razumevanje z njimi. Moje sporočilo je to, da pač namesto vsega tega pritoževanja, ki ga vsakodnevno produciramo, od sistema do lastnega zdravja, do česarkoli, do tega, da čist prehitro živimo in da je vse tako industrijsko, naredimo spremembo sami pri sebi, probajmo z veganskim načinom življenja in pač ugotovimo, da lahko vplivamo na vse to in da je dejansko naš glas
pomemben. Naša odločitev spremine danes na jutri, na boljšo prihodnost in pejmo na izziv, probimo, če je to za nas, za večino je, za one, ki še niso probali prav. To je to. Go vegan, show some heart. In ta čas ni daleč. Čista reklama, ne? Čakaj. Sej pa bi tako govoril o prihodnosti, si mislim, sem označil. Ne bi bilo v misli, da supliramo vse.